Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi gledate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Vesela sem, da je danes v moji družbi prava legenda, eden najbolj popularnih slovenskih reperjev. Zdaj, kako ga bom klicala, poznate ga kot Čaleta Saleta, rodil se je kot Saša Petrovič. Tako. Z mano je Čale Sale, lepo pozdravljen. Lepo pozdrav sem, živijo. Kako si kaj? V redu, zelo delovno, zelo pestro, zmeri kaj zide nov komad, se ful dogaja in sem povsod na vseh možnih koncih. Trenutno nova pesem z naslovom Želva, ki pa ni otroška pesmica, ne? Čeprav bi mogoče lahko kakšno posnel. Ja, definitivno. Jaz sem tudi razmišljal v tej smeri, glede na to, da me imajo otroci zelo radi, pa da imam tudi jaz doma sina, ki je star let pa 4 mesece, da bi tudi mogoče lahko naredil prav posebej tako eno otroško pesmico. Mogoče kdaj bo v planu. Zaenkrat pa ja, trenutno je prišel tak komad, ki mogoče malo bolj v starem stilu Čaleta Saleta. Moji oboževalci temu pravijo OG, kao original gangster, oziroma ne sam gangster, ampak nekdo, ki je avtentičen, ki ima tak nek poseben zvok, tako da sem zelo vesel, da so to pač prepoznali in da so te v bistvu imam zelo širok spekter publike in mi je všeč, da moja publika sprejema vse komade, nove, stare, različne stile in rap stil, hip-hop stil in reggaeton in mogoče malo bolj komercialno pop smer. Tako da zmeri se trudim publiki dati nekaj, kar si oni pač želijo. In zdaj je tako obdobje, da dejansko publika je to hotla in je to pač dobila. Komad, ki v bistvu govori o treningu, govori o borilnih veščinah, o fajtu in seveda o mojemu dobremu prijatelju in našemu najbolj znanemu in izkušenemu MMA borcu mešanih borilnih veščin Bojanu Kosednarju Želvi, zato tak naslov Želva, ampak naslov je Želva 2, ker je en komad že nastal 13 let nazaj, na začetku moje kariere. V bistvu oba sva bila na začetku najinih karier in takrat je bila želja, če mu jaz naredim komad, v bistvu za vhod v ring pred borbami, ker v tujini je to zelo popularno, še posebej rap pa hip-hop je zelo popularen nasploh in v športu in v borilnih veščinah. In tako je pač ta komad nastal in ga je v bistvu on prvi ta komad imel 13 let pred vsako borbo. Imel je že uradno 28 borb, največ v Sloveniji, ne uradno več kot 30-35, ker se ne šteje vse kot borilne veščine, tudi je bil eden izmed prvih, ki se je boril z golimi pestmi, pa bori se v nekih teh underground fightih, ker jih lahko najdete na YouTubeu pod King of the Streets, tako da zelo zanimive take borbe niso za vsakega, tako da plus 16, jaz mislim, da je mora biti. Mogoče plus 18 za ene. Odvisen, čeprav zdaj tako, ko gledam filme, naprimer, ki se že tako full streljajo, pa ubijajo, pa vidim, da kar piše tako kdaj plus 15 ali pa celo plus 12, plus 13, čisto odvisen. Mislim, da je ta meja, se mi zdi, tega padla, kaj mladi lahko vse vidijo in mislim, da je to tudi nasploh v današnji družbi po moje problem, ker se mladi zaradi tehnologije, telefonov pa vsega tega tudi igrc prehiter pridajo v stik z nečem, kar mogoče še pri svojih letih ne bi smel vedeti za neki tasga. No. Tako da to je to, kar se tiče tega komada. Je pa, da se pohvalim, že takoj po izidu, mislim, da je bil 4 dni zapored najbolj poslušan komad na YouTube v Sloveniji, na YouTube trendingu smo bili prvi, zdaj smo padali že na drugo mesto ali tretje, ampak je pa še zmeri od vseh slovenskih komadov najbolj poslušan komad, kar je pa zelo velik uspeh, naprimer za zvrst hip-hop, ker že mislim, da 4 leta, nazadnje je bil moj komad na prvem mestu izmed vseh, ampak mislim, da zdaj dobra 4 leta noben drug v tej zvrsti hip-hop od slovenskih glasbenikov ni bil na prvem mestu, kar je nekako zame velik uspeh, pa tudi uspeh za slovensko sceno, jaz zmeri ponavljam, s tem odpiram pot za nove izvajalce in v bistvu tudi dokazujem, da v bistvu je lahko slovenska glasba, ne glede na zvrst, poslušana, popularna in s tem nekako se mi zdi, da to probamo premikati neke te meje, zato ker dejansko hip-hop v Sloveniji, slovenski hip-hop nasploh, pa tudi hip-hop kot zvrst, sploh ni med najbolj popularnimi. Tako da se mi zdi, da zmeri premikam te meje in se mi zdi to dobro in na konc dneva je pa vse odvisno od ljudi. Oni so tisti, ki bodo odločali, ker komad bo hit in velikrat narediš neko pesem, ki je tebi ful všeč in misliš, da bo hit in da bo zažgala in da jo bojo vsi poslušali, pa pol na konc ni čistko. Tako da jaz pravim, na konc dneva itak delam, kar me veseli, pa delam tudi za publiko in vse je boljš, vse je slajš, če publika res tako reagira, kot si ti upal, da bo in v tem primeru so reagirali še veliko boljš, kot sem jaz mislil. Tako da hvala vsem, ki ste podprli ta projekt. Pa je kdaj obratno, da ne pričakuješ, da bo kakšna pesem hit? Ja, sigurno. Pa v bistvu tako je bilo pri tej zgodbi prva zgodba nasploh, kako je moja kariera nastala, itak
Jaz sem začel pač leta 2010, dobrih 14 let nazaj, sem se ukvarjal s to glasbo, nasploh itak rap, hip-hop, ampak tam nekje v teh prvih 4 letih sem videl, da se s tem pač ne morem preživljati in da izdal sem en album, sicer sem prodal 2000 izvodov, pa vse, ampak na koncu je to bilo lik, da smo pokrili stroške in albuma in snemanja in vsega, kar smo imeli in še nek nastop smo organizirali, pa spot, pa vse to smo pač pokrili, ampak na koncu sem bil na nuli in v tistem trenutku sem pa se odločil, da se bom posvetil nečem drugem, ker se enostavno z glasbo nisem mogel preživljati. In sem pa v bistvu, jaz sem drugač po izobrazbi fitness inštruktor, osebni trener v fitnessu, in sem se pa posvetil temu, se pravi fitness trenerstvu, trgovini športno prehrano, bil sem tudi vodja enega izmed fitnessov v Ljubljani in tako mi je super šlo, ampak še zmeraj sem pa pogrešal tisto, kar najraje delam, to je bila pa glasba. In takrat se je ta producent, s katerim sva sodelovala, pri tem prvem albumu vrnil iz tujine in sva se čisto nezavezujoče dobila, sva nekaj začela ustvarjati in v bistvu tako čisto spontano je nastal ta komad, moj največji hit, mega hit, po moje itak eden izmed najbolj poslušanih komadov v zgodovini Slovenije na YouTubu, ker se že bliža 10 milijonov Pa že ogledov. 10, ko ne še? Mislim, da ne. Mislim, da je malo več, čez 9 milijonov, cela 2, 3, ne vem. In takrat jaz tega nisem pričakoval, zaradi tega, ker to sem naredil komad en tako po nekem svojem občutku, čist drugačen stil kot prej in v bistvu to je pa mi pripomoglo zato, ker me je pa celotna Slovenija spoznala in tisti tudi, ki niso prej vedeli zame, so prvič zame slišali, so mislili, da se je takrat moja kariera začela, leta 2017 s komadom Lagano se je pa začela v bistvu 2010 sem pa videl v bistvu, ja, da se kot glasbenik na tako majhnem trgu moram malo bolj prilagoditi širši publiki in da ne moram delati v bistvu samo za rap oziroma hip-hop poslušalce. In tako sem pač razvil nekak svoj stil in ja, ta komad je nastal tako čist nepričakovano in je bil pač mega hit. In zdaj se je ista situacija zgodila s tem komadom Želva 2, ker nisem pričakoval, da bodo toliko poslušalci pozitivno reagirali na ta moj bolj, kako bi rekel, starejši stil, ki je pa malo bolj že malo bolj agresiven, tudi ni toliko, kako bi rekel, family friendly komada, ne, je pač sam za določeno vrsto poslušalcev, čeprav jaz še zmeri čutim to družbeno odgovornost, ni nobenih kletvic noter, pa nič tako negativnega, vse je pač v takem pozitivnem športnem smislu, ne, da že ljudje takoj, ko slišal komad, vidijo, zakaj gre, pač, da je vse povezan s športom in tudi govorim noter o tem, ker na koncu je pa šport velik del mojega življenja, pa tudi komad smo naredili na tako zanimivo zgodbo, ker jaz v bistvu pojem v prvi osebi, kot da sem jaz Želva, ker njegovo zgodbo repam skozi svoje ime, skozi svoje oči in pa na refrenu smo se pa odločili, da prvič v bistvu zdaj po dolgem času sem pa naredil srbo-hrvaški refren, tako da tudi mogoče za malo širšo publiko oziroma jaz imam veliko tudi poslušalcev pa oboževalcev na Balkanu, on tudi in to se je tukaj združili in sem mislil, da bo veliko opazk na ta račun, zakaj ni komad v slovenščini v celoti, ampak jih ni bilo in praktično vidim dejansko pač ljudje v Sloveniji tudi poslušajo veliko tuje glasbe, ameriške, balkanske in se vse skup že zlili in zmešali in me veseli, da pač ljudje to razumejo, ker na koncu dneva pa meni je to blizu, jaz govorim tekoče srbo-hrvaško, ker pač moji starši prihajajo iz Srbije in dejansko so to moje korenine in enostavno mi je tudi tako na nek način zanimivo, da tudi to lahko vključimo. S to pesmijo širiš svoj trg proti jugu, mogoče pa se ti odpirajo vrata? Ne, zaenkrat to ni bilo v planu, sigurno so bila tako neka popraševanja oziroma povabila zaenkrat tujih glasbenikov tudi, ampak se nisem še odločil za to smerno. Jaz tako pravim, težko je ful sedeti na dveh stolih, ali se bom odločil za eno, ali se bom odločil za drugo. Trenutno me najbolj veseli, pač najraje ustvarjam v slovenščini, zaradi tega, ker je to moj materni jezik, največ imam besednega zaklada, to vsak dan govorim, ne, srbo-hrvaško ne govorim vsak dan, govorim mogoče tako, ker sem v družbi nekih ljudi, ki imajo isto korenine iz Srbije in pol avtomatsko tako začnemo se pogovarjati in nam je tako zanimivo, ali pa naprimer, ko gremo v pravoslavno cerkev, tam se pač pogovarjamo vsi srbsko, letos so se z mojim sinom oba krstila, se reče v bistvu, ja, kako ste, vse je to pravilno izraz. In ja, tako da je tako eno posebno obdobje v mojem življenju in sem tudi mogoče malo dal več fokusa na te svoje korenine, iz kje pač izviram, zato ker bi rad, da je moj sin s tem seznanjen in nekako tudi moja pač partnerka prihaja iz Hrvaške in je iz mešane družine, kjer ima
hrvaško in srbsko kri in tudi rojena je bila v Italiji in je vse to zmešan, prišla je zdaj zaradi mene živeti že tukaj dobrih 8 let v Slovenijo, govori tekoče slovensko, se je čisto prilagodila, nekateri pravijo, da tudi boljš govori kot jaz. Tako da, ja, nekako je vse to zmešan in na koncu dneva bi pa rad, pač, ko moj sin odraste, da pač ve, iz kje jaz prihajam, iz kje ona prihaja, na koncu pač on bo nekako še največji Slovenc od naju, ampak jaz sem bil vzgojen normalno po slovenskih koreninah, po slovenski kulturi, moja starša sta pa šla sem, sta se maksimalno prilagodila in Slovenija je moj dom in Slovenija me je dala pač vse, ne bom pozabil, iz kje pač prihajam, oziroma moji starši prihajajo, ampak tako, ko grem pač po Sloveniji, mislim po svetu, pa vsi sprašujejo, iz kje si, valjda rečem iz Slovenije in da sem Slovenca, ne, čeprav nekateri se s tem ne bi strinjali, ker rečejo, ja, poglej, kakšno je tvoje ime, Saša Petrovič, ne, ti nisi Slovenc, ampak jaz isto tako pravim, poglejmo Gorana Dragića, poglejmo, ne vem, Luko Dončića, dobro, čeprav njegova mama je Slovenka, ampak tako nekako se mi zdi, da hvala Bogu izginjajo te nacionalistične meje, s katerimi smo bili včasih pač omejeni, še posebej po razpadu Jugoslavije. Tako da sem zelo vesel, da ni več teh nekih nacionalističnih omejitev, ki po mojem mnenju jih ne bi smel biti. No. Vsi smo na koncu dneva ljudje in to je važno, pač, da si človek. Zdaj veliko govoriš v intervjujih od tega spoštovanja, vsi smo ljudje, zelo pomembna ti je ta vrednota. Kdo ti je to priučil? Pa definitivno starši, pač moja starša sta oba učitelja športne vzgoje in doma je zmeri sem bil vzgajan v tem duhu, da moraš pač spoštovati vse ljudi, ne glede na to, kdo so, kaj so, iz kje prihajajo, kako jim je ime, kako se pišejo. Moram reči, da sem bil tudi jaz del tega, kako bi rekel, moji starši, ki so prišli v Slovenijo, takrat so bili dosti občutljivi časi po razpadu Jugoslavije. To je bilo pred razpadom Jugoslavije, sta sicer prišla leta 88, jaz sem se pa rodil tik pred razpadom Jugoslavije, maja 91, tako da spravim, da sem še jugoslavan. Za las. Ja, takrat so bile, mogoče je bilo čutiti malo te tenzije, pa vse, ampak tudi jaz, ko sem hodil v bistvu že prvi, drugi razred, dosti so nas tako zmerjali, kakšni sošolci, Bosanc, Čefur in tako naprej. Sem bil del teh nekih zbadljivk na nacionalistični osnovi, ampak meni je bilo smešen, ker so mi govorili Bosanci, jaz sem rekel, pač z Bosno nimam nobene veze, niti nikoli tam nisem bil, niti moji starši tam ne prihajajo. Če me že žalite, se naučite, pač dejte povedati eno zbadljivko, ki je pač, ki ima neko dejansko resnico v sebe, ne pač, ja, ok, Čefur, na koncu ta Čefur, non že ratala neka subkultura, ki bi tudi radi določeni pač, ki niso Čefuri ali Slovenci ali kdorkoli, bi radi bili zaradi oblačenja, načina govora, poslušanja muzike in stila in vsega tega, no. Tako da, jaz še zmeraj rečem, tega svojega L-ja jaz ne morem izbrisati iz govorjave, ker sem pač tako odrastel v takem okolju, čeprav sem se maksimalno prilagodil, enostavno ta nek balkanski temperament, pa Melos je pri meni, a ne, ostal in jaz se ne moram delati, da sem Mihal pa Jože, če sem pač Saša in na koncu se mi zdi, da na koncu dneva moraš biti to, kar si in moraš biti ponosen tudi na to, kar si in iz kje prihajaš. In mi je zelo lepo, no, da so te cajti minili in mislim, da moj otrok v prvem razredu ali pa v vrtcu, da ne bo imel teh problemov, no, tako da sem zelo vesel, da smo napredovali kot družba, ker žal povsod po svetu ni tako, no. Ja, zelo lepo, tako smo se zaklepetali, da smo pozabili na tele 3 predmete, ki si jih prinesel. V bistvu si pa že vse omenil, ne? Boksarska rokavica, povezana s tem pač novim komadom Želva 2, borilne veščine, šport, velik del mojega življenja, tudi v prostem času, nasploh se ukvarjam itak s fitnessom, košarko igram, ker sem bil včasih tako perspektiven mlad košarkar, drugače pa tudi hodim na boks, imam to rad kot rekreacijo, nimam zdaj nekih tako resnih bolj sparingov, po vsega tega jih je par bilo, ampak sem na koncu videl, jaz sem tega mnenja, da pač noben človek ni narejen za to, da dobiva udarce v glavo, a ne, in tudi tako, ko se pogovarjam, če bi že svojega sina vpisal v kakšne pač borilne veščine, bi to mogoče bil judo, a ne, za začetek, ker je taka najbolj, kako bi rekel, borilna veščina, ker se naučiš kontakta, naučiš se padati in vse tako in ni teh udarcev v glavo in tako, ni to za vsazga, tako da ja, rekreativno bolj tako rad s trenerjem v boksarskem klubu Nokaut pridem, ker sva dobra prijatelja, pa delam, udarjam bolj na vrečo, pa na njegove te fokuse, ki jih drži, ki ti pobe udarce, tako da bi pa zdaj kaj resno bolj delo sparinga, pa to iskreno me ne veseli več toliko kot prej. Tako da to je to druga stvar in moj mikrofon, v bistvu ta je eden čisto osnoven, starejši, za nastope imam enega čist drugega, ampak to je pač neka simbolika, stvar, ki mi v življenju nekako odprla pot povsod in neka stvar, ki mi v bistvu pomagala, da sem šel skozi najhujša življenjska obdobja in da sem danes tudi tako uspešen, kakor sem, ker dejansko vse se
vse to, kjer sem danes, se je zgodilo zaradi glasbe, zaradi moje ljubezni do glasbe, zaradi mojega truda, dela, odrekanja in pa nasploh ta uspeh, ki sem ga doživel leta 2017, ko Mano Magano mi je pač obrnil življenje na glavo in takrat se vse skupaj začeli. Sem zelo hvaležen, da sem pač imel to priliko na tako majhnem trgu in da v bistvu tudi, da so mi ljudje pomagali zaradi tega, ker samo zaradi svojih poslušalcev sem jaz lahko tako uspešen. In v bistvu ljudje so me naredili uspešnega in ljudje so me povzdignili nekako v zvezdo, čeprav Slovenija, jaz pravim, v Sloveniji je težko biti zvezda. Mislim, jaz se imam za to, čeprav ne mislim pa, da sem pač nekaj več kot drugi. Si pa zelo prepoznaven. Ja, sem zelo popularen, prepoznaven. Ja. Tako da to je to, mikrofon. Tretja stvar pa v bistvu en avtoček od mojega sina Aleksa. Jaz mislim, da ga on zdaj že išče, ker ima vse svoje avte takole parkirane in gleda, kjer je kjer, in moram reči, da obožuje avte, skozi se z njimi igra in tako pač zdaj, če bi bil tukaj, prvo pogleda gume, če vse delajo, preba testira vse, tako da se zelo rad z mano tudi igra, tudi jaz z njim takole sam stegnem roko, že voz avte po Tatiju posod, tako da en lep pozdrav tudi za Aleksa in za mojo začenko Ivo. Kako ti je ta družinsko življenje spremenilo dnevno rutino, mišljenje? Komplet. Mislim, da jaz ko pravim, smisel življenja je družina, smisel življenja so otroci, to, da nekomu nekaj pač daš, oziroma lepo je nekako tudi biti v tej vlogi, v smislu, ka dokler nisi v taki vlogi, dokler ne dobiš svojega otroka, ne moš vedeti, kako je, ne. In tako dosti ljudi, tako sem spoznal tudi na svoji poti, ki so rekli, da nimajo želje po tem, ne. In sem rekel, verjem, če bi dobil otroka, bi jo imel, ne, ker to je pa pač nekaj, kar se mi zdi, da je smisel pač življenja in da nekaj tazga pač za sabo pustiš, nekoga naučiš vse, kar ti znaš, ga odpeleš na neko svojo pot. Definitivno je težko, ne rečem, in si pa rečem, življenje, jaz tako gledam na življenje, se pravi, kakor si v bolnici, ne, imaš tist za srce, ki ti pač meri tripa, ne, in skozi dela gor, dol, in to, kar se to dogaja, se pravi, vzponi in padci, dobre, slabe stvari, vse je to super, vse je to del življenja, zato ker je enkrat ravna linija, ker teh vzponov in padcev več ni, to pomeni, da nisi več živ. Samo še pokrijejo. Ja, žal, nažalost, tako da pravim, bih zaradi tega, tako mora biti malo teh, kako bi rekel, ne bom rekel trpljenja, ampak malo tudi takih stvari, da ni vse čisto preprosto, ampak da je kdaj pač tudi težko, tako pač s otrokom je, ampak na koncu dneva je vse poplačan, se mi zdi, da otrok ti res da tisto čisto ljubezen, čisto srečo, ne more skrivati svojih čustev. In ko vidiš, jaz pa moja, tako Ivon, ko se pogledava, še zmeruno ne moreva si predstavljati, a to sva midva pač naredila, vega, kašenje, koliko je lep, navihan tvoj otrok, tetek najlepši, ampak ko čutiš ena posebna čustva in se mi zdi, da pol še dobiš dodatno motivacijo za karkoli v življenju, da ti ni problem iti čez kakšne tako težke stvari, kar se tiče, ne vem, življenja, kariere, vsega pač, in mene pač res moram reči, da Aleks pa nasploh družina, da me sam še bolj dodatno motivira, pomislim na njiju in mi nič ni težko tudi se zbuditi, kdaj pač zjutraj, pa kam iti, pa karkoli oddelati, ali pa ne vem, biti na kakšnem nastopu, pa oddelati nastop 1 uro, pa se slikati z oboževalci uro pa pol. Nasploh, mislim, nekateri ljudje se ne zavedajo, kakšen je to posel biti pač glasbenik, ker včasih ni tako lahko, kot zgleda, ne. Ni samo, da zdaj jaz pridem na oder, pa zapojem, pa vsi pojejo z mano, pa je spodaj 50,000 ljudi, ampak jaz kot avtor je tako zelo, ne bom rekel naporen proces, ampak kar traja za to, da lahko to svojo avtorsko glasbo ustvariš, da je na nekem, kako bi rekel, pravem nivoju, da se lahko primerjamo tudi s tujino in da se razvija nasploh slovenska scena, in se mi zdi, da sem tudi ful prispeval kot glasbenik k razvoju slovenske scene, v bistvu popularnosti repa oziroma hip-hopa kot zvrstino. Tako da to je pač življenje, skozi se nekaj dogaja, jaz sem vesel, da so vzponi in padci, zato ker kam je težko, vem, da pol, kam mi bo lepo, mi bo še lepše, zaradi tega, ker pol znaš cent tisto, kar ti je dober, ne rata vse skup samoumevno, ker se mi zdi, da smo ljudje preveč imamo možnosti v življenju in hitro vratamo razvajeni, no. Vidim sam pri sebi, ker določene stvari, ki jih imam doma, ali pa nekaj imam možnosti, ki si jih nikoli nisem predstavljal, da jih bom imel, pa mi to rata tako samoumevno, pa čisto normalno, pa kdaj pozabim to centa, ne. Tako da se mi zdi, da se moramo konstantno upominjati, kaj je poanta tega življenja, pa biti hvaležni za te neke osnovne stvari, ki jih imamo v življenju. Jaz zmeri pravim, na prvem mestu sigurno zdravje, družina, ljubezen, najti srečo nekako v malih stvareh.
Pa ti je kdaj, v kakšen svet pošiljaš svojega sina? Se kdaj bojiš, da bi tudi on imel take borbe, kot si jih imel ti v najbolj turbulentnih Pa ja, mislim, letih? sigurno pri meni je definitivno, da bom rekel, da je bil zame konc sveta, ampak najbolj tako negativno na moje življenje je vplivala ločitev staršev. A ne. Že tako smo bili nekako prepuščeni sami sebi, zaradi tega, ker sta pač starša tukaj bila sama z 2 otrokoma, nismo imeli nobenega pač sorodnika, nobene družine, nekoga, ki bi nam lahko pač pomagal, res sta se borila z vso močjo, z vsemi težavami in vse, in sta nama pač sestro omogočila definitivno zelo lepo otroštvo, življenje, nikoli nama nič ni manjkalo, čeprav smo pač prihajamo tako iz neke skromne finančne družine, nismo imeli nekih možnosti, ampak nama res nikoli nič ni manjkalo in smo imela skozi in ljubezen in vse in njuno pozornost in podporo in pač obema še danes, ko se vidimo, moram reči, vsaka čast in sem zelo hvaležen za to, še posebej zdaj, ko sem sam starš, ko vidim, koliko je težko. In definitivno pri 16 letih sta se moja 2 starša odločila, in enostavno oče je šel in pol smo vse skupaj tako nanesli, da smo izgubili stike z njim za dobrih 10 let. Pač meni je žal, da to moram povedati, ampak moja mama pa sestra še z njim nimata stikov in jih ne želita imeti, ker je pač bila taka, tako bi rekel, težavna zgodba. No. Jaz sem pa pač edini, ki ima še stike z njim in vidim, da je tudi njemu pač, da mu to ful pomembno, še posebej zdaj, ko sem dobil. Jaz sina in ga je spoznal, sigurno ga je spoznal in mu to ful pomeni in tako. In moram reči, da mislim, sva razčistila vse stvari pa za nazaj in na konc dneva oče, mama je mama, ne glede na to, kar se zgodi, in jaz sem vesel, da jih imam v svojem življenju, pač dokler sta še živa, da imam to priliko, da imam stike z njimi, a ne, ker sigurno, če mojega očeta danes ne bi bilo, sigurno bi mi bilo žal, zakaj se nisem več družil z njim, več videl z njim, tako da se mi zdi, da je treba kdaj kakšne te zamere iz preteklosti pustiti za sabo, razčistiti, iti naprej. Vem, da ni bilo lahko, tudi verjamem in njemu in nam, in definitivno v tem obdobju, ko je on odšel, teh dobrih 10 let oziroma od 16 leta naprej, sem jaz mogel hitro odrasti, sem mogel prevzeti očetovsko vlogo, nisem več mogel biti otrok. Ker sem končal 3. letnik, sem se vpisal v šolanje, ob delu, sem mogel delati zato, da bi pomagal družini, pač finančno smo bili res v velikih pač problemih, mama samohranilka, moja sestra je bila takrat stara 12 in nam ni definitivno bilo lahko in takrat pač se človek išče, ne, in tudi hitro lahko zapade v neko slabo družbo, v neko družbo ljudi, ki jim je vse zate, ki mogoče te hoče sam na nek način izkoristiti, zato ker nimaš še mogoče zgrajenega svojega karakterja, hrbtenice in tako naprej. Ampak moram reči, da so me vse te mogoče negativne izkušnje tudi veliko v življenju pač naučile, izgradile moj karakter in da še danes zaradi tega mogoče lažje rešujem neke probleme. Sigurno se bom pa potrudil za to, da moj otrok oziroma moj sin, da ne bo imel take zgodbe, a ne. Tako da mene po eni strani je to zgradilo, ne, da sem lahko danes toliko močna, pa kako bi rekel, uspešna oseba. Ni pa nujno, ker veliko mojih frendov, ni pa nujno, da se to lahko zgodi vsakemu, ker veliko mojih frendov je bilo v podobni situaciji, pa so šli v čisto neko drugo pot, ali so žal danes že pokojni zaradi kakšne droge ali kakšnih takih negativnih stvari, kakšni so tudi končali v zaporu in tako. Ko vidim, ni lahko take pač zgodbe, ni v bistvu vse za vsakega in če si mogoče na nekem dnu ali pa v neki težki situaciji, je dosti odvisen od tebe, pa od tvojega karakterja, pa mindseta, pa tudi tvojega, kako bi rekel, temelja, ki ti ga starši doma dajo, pa tvojega okolja, koga imaš ob sebi, kakšno imaš pač družino in prijatelje, da ti lahko pač skozi take težke situacije pomagajo. Kar se tiče pa današnjega sveta, to, kar si vprašala, se mi zdi, da je sigurno danes svet veliko bolj kompliciran, kot v časih, v katerih sem jaz odraščal v 90 letih, ker je preveč vsega, a ne, in so sigurno otroci zbombardirani z vsemi možnimi informacijami, z vseh možnih strani in tehnologija in vse, in velikrat lahko vidijo neke napačne ideale in neke stvari, ki sva jih prej govorila o tem, ki jih v svojih letih ti še ne bi smel vedeti za njih, oziroma nisi še dosti zrel, da se lahko mogoče s tem soočaš, pa to sprocesiraš. In sigurno pač jaz tukaj apeliram itak na starše, da so v bistvu starši te, ki imajo neko moč oziroma neko kontrolo, da pač probajo otroka, a ne tako, kot hišo, ki gradiš, moraš prvo temelje postaviti. Pa mogoče se to ne bo trenutno pač poznal, ampak sigurno pa pol kasneje, ne, ko bo otrok v določeni situaciji. Tako da jaz midva probava z neko vzgojo in predvsem temi vrednotami, ki se danes žal zgubljajo. Se mi zdi, da veliko mladih žal dobi napačno percepcijo tega, da se vse vrti okoli denarja. In definitivno to mi je prva stvar, da denar definitivno ni vse v življenju. Ja, je nekaj, kar ti omogoči
tako lagodno, mogoče malo bolj kvalitetno življenje je neka osnova za vse, ni pa definitivno glavna stvar v življenju. In tudi poznam veliko ljudi in milijonarjev in tako zelo uspešnih oseb, ki so pač imajo vse, imajo pač denar, ampak nimajo pa teh drugih stvari, a ne, ki jih mogoče ima nekdo, ki nima takih finančnih zmožnosti. Tako da sigurno pač najbolj pomembne vrednote, kot sem prej omenil, je treba bolj nekako izpostavljati, približati svojemu otroku in ga naučiti, da ceni vsako stvar in pokazati, kaj je v življenju res najbolj šteje. In jaz moram reči, da velikokrat sebe najdem v situaciji, da sem bil bolj srečen, ker sem imel manj denarja ali pa ker si nekih stvari nisem mogel privoščiti, da sem znal mogoče celo bolj uživati v nekaterih stvareh, ampak jaz sem tak, da lahko pač uživam. In zdaj, ko sem finančno varen in tudi takrat, ko nisem pač bil, zmeri sem probal nekako najti srečo v svojem življenju v majhnih stvareh in hvala Bogu, da sem pač nekako preprost človek oziroma vzgojen na ta način, da znam res vsako malo stvar ceniti. Na temelji so bili, se pravi, trdni, ne? Ker velikokrat omenjaš, da lahko bi pa vseeno kam zašel na kriva pota oziroma Sigurno. Da so nekateri ljudje končali tam, kjer... Ja, sigurno sem bil v taki družbi, ker sem videl res neke stvari, ki jih nobenemu ne bi privoščil, tudi niti svojemu otroku, ne daj Bože, da bi bil zraven, ker se je nekaj pač dogajalo. Hvala Bogu, jaz tudi pravim, da sem velikrat imel srečo, da je vse ok pač z mano, ker bi lahko se zgodili tako res večji neki problemi. Ampak se mi zdi, da v bistvu vse je odvisen zdaj od karakterja človeka, kakšen zdaj ti si, a ne, in tudi koliko se zdaj pustiš mogoče svoji družbi oziroma koliko te ta družba, a ne, lahko povleče, ker na koncu dneva ti lahko svojega otroka ful naučiš pa vse, ampak če bo on prišel v neko družbo, pa bo 10 folka rekel, da izpi zdaj ta alkohol ali pa pržgi cigareto ali pa joint ali pa ne vem kaj, ne vem, prevrn tam smetnjak ali pa neki. Če jih 9 reče, je velika možnost, da bo pol on sam zaradi njih to naredil. Ne. Jaz sem pa bil tak, da nisem delal stvari, ki meni pač ne pašejo in je pa zelo dober, veliko sta mi dala tudi poleg dobre vzgoje doma šport in pa glasba. A ne. Da sem jaz te neka svoja negativna čustva, ker je moj oče odšel, sem jaz bil jezen na cel svet, sem bil velik upornik, najdel sem se v repu, hip-hopu, ker je taka zvrst, da to negativo lahko daš ven. Takrat sem tudi imel kletvice še v komadih, danes jih več nimam, ker me sigurno ne, zaradi tega, ker me toliko veliko mladih posluša in imam res to odgovornost, ki moram poudariti, da mogoče je dost glasbenikov oziroma reperjev, ki se ukvarjajo nasploh z glasbo na Balkanu, v Ameriki, pa vse nimajo te družbene odgovornosti. A ne? In to me iskreno moti. Mene pri hip-hopu največja stvar, da me moti. In mogoče ne toliko v Sloveniji, ampak na Balkanu pa v Ameriki, to, kar se pač pri nas definitivno veliko posluša, je problem, da reperji govorijo o komadih samo o kriminalu, drogi, prostitutkah, lahkih ženskah, denarju, firmah, znamkah, hudih avtih in takih stvarih in s tem takoj bombardirajo poslušalce in tudi mlade neke ljudi, da je v bistvu vse to cool in da je vse to normalno. In jaz definitivno nočem tega sporočati, ker to ni cool in to ni normalno, a ne, da je tvoj fokus življenja samo na teh stvareh, a ne. Tako da verjamem, da je pač folku privlačno to, tako kot filmi o mafiji, pa kriminalni filmi ali pa, kaj se nekaj pač tam dogaja, ne vem, v zaporu, neka zgodba. To je zanimivo za gledati. Iskreno pa poznam fante iz prve roke, ki so delali svašta, vsi povejo, ne splača se in ni lepo, ni dober biti del tega pač v realnem življenju. Tako da predlagam vsem, da če že gledajo pa poslušajo, da ostanejo na distanci in še posebej mladim zmeri pač govorim, da to ni nobena pač prava pot, to ni nobena rešitev, zmeri nekako spodbujam jih k izobrazbi. Imam tudi svojo kolekcijo šolskih zvezkov, tako da jaz pravim, izobrazba je definitivno vse in je neka osnova za uspešno življenje in za, ne bom tako rekel, ampak ja, tudi srečo v življenju. Več znaš, več veljaš, daleč te to lahko pripelje, drugače pa definitivno, da aktivno preživljajo prosti čas, da se ukvarjajo športom, da se ukvarjajo z nekimi stvarmi, ki jih pač zanimajo, a ne, da ni sam cajt skozi na telefonu, tudi to je velik problem, ker smo vsi tako odvisni od tega, ampak ja, dejansko jaz probam delati pozitivno glasbo, pa usmerjati ljudi v neke pozitivne stvari, pa teme. Je pa res, da se zdaj nekako vračam k svojim začetkom, da mogoče moja glasba ne bo več toliko samo vesela, pozitivna, pa nasmejana, pa mogoče tudi kakšen komad ne bo lih zdaj za mlajše poslušalce, siguran pa imam zmeri to nekje v ozadju glave, da dejansko gledam, kje je meja, no, da še zmeri ujamem to neko družbeno odgovornost, čeprav bodo mogoče kakšni komadi moji spet mogoče malo bolj, kako bi rekel, življenjski, pa malo bolj taki
ne bom rekel jezni, ampak v tem starem nekem hip-hop stilu, ki je to pač značilno, ne, hip-hop je bolj družbeno kritična zvrst in ni nujno, da je vse skozi pozitivno, ker na koncu je tudi glasba taka, da življenje ni pač skozi vsak dan sreča, veselje, pa vse ti čutiš različna čustva, doživljaš in različne situacije in se mi zdi, da kot glasbenik tudi to moram dajati ven, ne, tudi kakšne negativne stvari, žalostne stvari, da se pač nekako jaz izpovem publiki in se mi zdi, da veliko ljudi pol se lahko tudi s tem poveže, ker ni vsak dan dober in meni je v bistvu sploh ne pozitivna muzika, ampak bolj taka neka življenjska glasba mi je v življenju najbolj v najslabših situacijah pomagala, sigurno pa tudi, ja, pozitivna muzika na koncu dneva. A pa si mogoče zdaj v takšnem obdobju, kakšnem, da rabiš to glasbo, moraš kaj izpovedati. Pa niti ne, ampak mislim, to je, kako bi rekel, moj nekak zvrsti, s kjer jaz izveram. In jaz celo življenje, naprimer, ko grem na treninge, samo poslušam hip-hop, poslušam pač malo mogoče bolj tako agresivno glasbo s takimi nekimi malo bolj življenjskimi temami, ni tako, mogoče ni tega veselja noter pa pozitive, ampak to mi najbolj nekako ustreza na treningu, ne, da me malo pač dodatno zmotivira. Drugač pa dosti mi folka reče, ja, se bo zdaj vrnil stari Čale Sale, vidimo, delaš tudi tetovaže, da nisi ti zdaj... Da je nekaj novega. Ja, nekaj novega ne moram zdaj pokazati, ampak ja, to lahko malo razložim zgodbo. Enostavno tukaj, to je zdaj moja druga tetovaža, ki se tle nadaljuje, cela roka bo iztetovirana. Tle imam volka, ker je to v bistvu, jaz sem nekak volk po naravi, v družinskem imenu, moja mama se piše Vukanac in to imamo že v družinskem primku, ampak volk je ena taka žival, ki tle v bistvu simbolizira moč, pa pogum, pa taka samosvoja je v bistvu zelo, ne bom rekel trmasta, ampak volk, kamorkoli ga daš, se pač sam po sebi znajde. A ne? In tudi je zanimiv, jaz velikrat pač pravim, vse je mogoče lev, pa tiger sta pač mogoče močnejša, ne? Ampak volka nikoli ne boš videl plesati v cirkusu ali pa pač nastopati, ne? Ker ga ne da se ga zdresirati. No. Tako da, to je to, kar se tiče te tetovaže, je po bistvu gladiator, pa zraven je Kolosej, v bistvu ta rimski, ta arena, zato ker v bistvu gladiator simbolizira nekako moje življenje, ki mi niso bile lih naklonjene vse najboljše karte. Gladiatorji so bili odpadniki, ampak na koncu so bili tudi veliki zmagovalci in so lahko tudi si pridobili to svobodo. In tako jaz nekako to simbolizira mojo borbo skozi življenje in to, da kljub temu, da mi ni življenje zmeri bilo naklonjeno, da sem nekako se z neko svojo borbo sem prišel ven iz nekih negativnih stvari in da sem danes pač srečen in uspešen v življenju. Zelo je bolelo tole. Pa tako je, 3-krat smo delali po 5 ur vsako stvar, zdaj pa moram reči, da prvič me praktično ni neki ful bolel, 5 ur vse traje in zadnjo uro, v bistvu, ko se začne od spodaj to tetoviranje, na koncu, ko se delajo z belo barvo, pa sence ti še enkrat gre čez kožo, ki je v bistvu že uneta, a ne, in pol takrat te pač malo boli. Tako da prvič me je bolel zadnje pol ure, bolečina od 8 do 10, pa tle proti vrhu. Drugič, ko smo delali samo gladiatorje, me praktično nič ni bolel, razen zadnjih 20 minut. Zdaj, ko smo pa delali, v bistvu tetovaža se takole pač nadaljuje do tle. Aha. Ko smo to delali areno zraven gladiatorja in ta meč in te neke detalje, pa moram reči, da me je zadnje pol ure kar dober borel. 10 od 10 in je v bistvu moj tetover Dejan iz Beltinca, en lep pozdrav za njega, on je bil tudi eden izmed prvih tetoverjev pri nas, mi je rekel, a vidiš, končno te boli, prav, ne boš ti govoril, da mi pri meni nič ne boli tetovaža, ker jaz sem pač vsi so me sprašvali, te kje boli, sem rekel, nič posebenega, je pa res, da imam malo višji prag bolečine, no, tako da je rekel, malo te more boleti, malo moraš trpeti zaradi tega, da bo tetovaža pol še lepša, tako sva se pošala, tako da neka zanimiva stvar, nisem zdaj v nobenih, ko bi rekel, tej drugi puberteti, ali kako se reče, v neki krizi srednjih let, sigurno ne, ampak to mi je bila želja in sem rekel, po 30 letu oziroma, ko dobimo otroka, se bom posvetil po temu risanju in tem stvarem, tako da v planu je še veliko enih stvari, tudi povezani z glasbo, malo klavir, pa s tem komadom tudi lagano, pa tudi z mojo partnerko, pa z mojim sinom, pa tako, v glavnem cela roka bo nekako neka umetnina, no, tako da to mi je všečno.
Bodo mogoče tudi poročni prstani tatu? Ja, zanimivo vprašanje. Ja, tako da bomo videli. Kako je s poroko? Definitivno. Zaroka je bila odmevna. Ja, ne smem pa se čakamo. Ne smem preveč povedati, ampak ja, lahko povem, da poroka je v planu, zelo kratkem, tako da se bo to zgodilo letos. No. Tako bom rekel, ne bom povedal, ne moram zdaj konkretno kaj, kako, zakaj, ampak ja, malo manjša poroka v bistvu v ožjem družinskem krogu in midva imamo ful veliko družino, ker moja mama ima 5 sester, pa v bistvu 4 sestre pa enega brata, tudi njena družina je ful velika, tako da vse skupaj približno nekje 100 ljudi, pa bolj tako neko tako, hočeva res druženje, pa lep spomin za naju, pa za vse naše bližnje, ne? Ker sam po sebi jaz sem tak tip, da se mi zdi, da poroka ni dokaz neke ljubezni in sem pa zmeri moji partnerki rekel, če to ne bi bila ti, pa če ti ne bi imela željo za poroko, bi meni bilo čisto v redu, da tudi greva na občino sam podpisati ali pa na grad, tukaj ljubljanski, se poslikamo, gremo neki pojesti in je to, ne? Ker se mi zdi, da v ljubezni pol štejejo dejanja, kakor pa vse te stvari vidim tudi veliko, sem bil že del velikih razkošnih porok, pol pa je bila ločitev čez 2-3 leta, žal, ne. Tako da, ampak vse to je življenje, nepredvidljivo, ne moš vedeti, kaj se bo zgodilo, ne. Ampak sem rekel, ja, pač predvsem to delam zaradi nje, ker nje veliko poroka pomeni. Mislim, da vsaki ženski že kot mehne punčke sanjajo o tem, o princu na belem konju, o kočiji, tako da smo zrihtali tudi kočijo, da bo pripeljal do oltarja in da bo pač zelo lepo za vse, da bomo naredili nek šov za vse naše goste, no. Tako da, tudi lokacija je tako zelo filmska, ampak ne smem preveč povedati, zaradi tega, ker imamo že varnostnike, pa vse to tako, ker mediji velikrat, ja, mislim, bili smo v dvomih, a bi zdaj pač pustili folku telefone ali ne, sam sem rekel, ne moram zdaj kar vsem vzeti telefone, pa reči, ne smete naš objavljati, pa naš snemati, ker sigurno, ko bomo na tej lokaciji, bodo vsi pač verjetno naši gosti to snemali, objavljali na storije in bodo hitro lahko ljudje videli, kje smo, a ne, zato smo pa pač najeli neko varnostno službo, da bodo skrbeli za red, da ne bodo pač kakšni novinarji ali pa da ne bo kdo pač nepovabljen tam snemati oziroma si želeti biti del tega, žal, ta dan nisem Sale, sem Saša Petrovič, ki se poroči, tako da res hočem, da je sam najin dan, da uživava maksimalno, že tako bomo imeli pa. Jaz, ki sem videl, imam organizatorko poroke in ki sem videl, koliko je to pač zahtevno, je kar tako res velik, tako organizacijski dogodek, tako kar neki moji veliki nastopi, na katerih sem bil del tega in pač moram reči vsaka čast vsem, ki se s tem ukvarjajo in tudi vsem ženskam, ki so večinoma te, ki imajo velik del v bistvu prste med to organizacijo, je kar zahtevna stvar, no, da v bistvu zadeva malo dobro izpade, ampak se mi zdi, da je to neko, v mojem življenju trenutno v tem obdobju neka taka lepa stvar in da tudi je lepo, da mi dva kot, zdaj, ko sva zaročena kot starša, da tudi najin sin vidi, da sta se tati pa mami poročila, ne, da tudi dajaš to nekako naprej neko tradicijo, ne, ker celo življenje, mislim, odkar civilizacija obstaja, so se ljudje poročali in se mi zdi, da takih stvari ne moramo zapostavljati nekih teh tradicij in da je to na koncu dneva lep dogodek. No. Bo imel Aleks kakšno posebno vlogo na poroki? To še ne vem, bomo videli, če bo hotel kaj sodelovati, zdaj že lahko hod, pa mogoče bo kakšno rožico, kaj prinesel pa vse, ampak sigurno se mi zdi, da čeprav je zdaj še toliko mehen, pa se ne zaveda vseh stvari, da nekje v podzavesti ti bo sigurno to ostal tak velik dogodek, tako da jaz mislim, da jaz se sicer svojih tako nimam spominov, prvih 4 leta se jih ne spomnim veliko, spomnim se pa dobro tistega dneva, ko se moja sestra rodila in se spomnim tako, da mi bilo včeraj, vse se spomnim in od takrat naprej imam neke pač spomine. Prvih 4 let se pa ne spomnim, polka gledam neke kasete pa posnetke za nazaj, se spomnim približno, kako je bilo, ampak kada sem jaz tam bil, sam se nisem to, kaj veš, zavedel vsega tega, tako da pravim, čeprav se mogoče otroci se še vsega ne zavedajo, pa se ne bodo nekih stvari spomnili, veliko se mi zdi, da podzavestno to nekako stane, tako da zato mi dva malo res tako probava imeti čim boljšo vzgojo in se zmeri z Aleksom pogovarjava, vse, kakor da je odrasel človek, vse mu razlagava in zaenkrat deluje uspešno. Kakšen oče si, strog, avtoritativen, permisiven? Ne, moram reči, da v bistvu sva v bistvu kar tako malo to neko tradicionalno vzgojo. Moram reči, da je Ivon taka bolj stroga, zato ker je ves čas z njim in ona je taka, mu res more postavljati meje in tukaj sva definitivno složna. Če ona reče ne, bom tudi jaz rekel ne, ali pa če jaz rečem ne, bo tudi ona rekla, nikoli ne bova
taka, da si kontrirava, zmeri bova skrb držala, tako da se mi zdi, da starši morajo nekako držati avtoriteto in se ne križati pač med sabo. Drugač pa ja, sem tudi jaz strog, ampak jaz sem nekako tako, da sploh, ko vidim otroke, pa še posebej svojega nekako me prevzamejo ta čustva in ne morem biti toliko strog, kolikor hočem, čeprav se trudim pač, da imam maksimalno avtoriteto od kolikor ima Ivona, ampak zaenkrat moram reči, da bolj njo Boga kolikor mene, tako da ona je tudi več časa z njim in tudi mamica je in ne vem, te prilike lahko rečem, da in njej in nasploh vsem ženskam in mamam lahko sam čestitam za to vlogo, ker ko vidim, koliko ene ljubezni, koliko enega odrekanja, jaz sem 100%, da mi moški ne bi mogli te vloge tako upravljati, kot jo lahko vi ženske, vi mame upravljate in lahko sam rečem vsem kapo dol, ker jaz mislim, da že poroda ne bi preživel. Kaj šele vse te stvari. Ja, sem bil prisoten od prve do zadnje minute, vse sem videl, gledal. Čeprav sem tak tip, da mogoče ne bi si želel vsega videti, ampak sem rekel, enostavno moram biti podpora svoji bodoči ženi in materi svojih otrok in škoda bi bilo, da ne vidiš rojstvo svojega otroka, če že imaš priliko, ne? Ker vem, veliko fantov poznam, moških, ki niso bili prisotni in jim je pol bilo žal, ne? Tako da res nekaj posebenega in res velik dogodek v življenju in se mi zdi, da čist drugače pol gledaš na celoten svet in se mi zdi, da ko otroka dobiš, da dejansko veš, kaj je v življenju pomemben in ti nekatere stvari, ki so te mogoče prej trigirale ali pa ki so te motle ali pa mogoče, ki si jim dajo fokus, čeprav je bilo to nepotrebno, da vidiš, da dejansko sploh niso pomembne v življenju in res vidiš, kaj je pač pomembno in mene zdaj ne more nič spraviti iz tira. Tako da, razen moj sin, pa moja zaročenka. Ja, nič, Saša, počasi sva prišla do konca najnega pogovora. Jaz za konec vedno pripravim svojemu gostu 3 časopisne naslove, ki so plod moje domišljije, pa pokomentirava, če bomo kdaj to brali. Prav. Boš ti povedal, če znam kaj napovedati prihodnost. Prvi naslov je takle: Čale Sale z baby rapom ruši rekorde. Ja, prej smo že govorila o otroških pesmih, otroke imaš rad. Ja, priznam, da je v planu, da že nekaj cajta ni bilo zdaj trenutno prilike. Ne moram hoditi v ekstreme, da zdaj iz komada Želva 2 tak bolj hip-hop, old school, ne bom rekel gangsta komada, ampak iz tega stila, da grem takoj na baby rap. Sem pa že delal tudi reklamo, sodelujem z Baby Centrom, ker sem jaz njihov ambasador in za njih in je bila reklama ful uspešna tudi na TV-ju in vse. In smo res ful dobili nekako, ne bom rekel popraševanje, ampak predlogov, če bi res kaj naredili, ker vidim že po svojemu sinu, kolikrat gleda risanke in da vidim, da teh glasbenih risank, mogoče pesmic v slovenščini ful manjka, no? In da so vse sam prevedene iz angleščine in da niso tako narejene na ta nivoju, ki morajo biti, tako da sigurno mi je to ena velika želja pa izziv za naprej, tako da lahko pričakujete baby rap za otroke. Drugi naslov: glasbeno sodelovanje slovenskega reperja, ki ga nismo pričakovali. Bi šel v sodelovanje, ne vem, s kakšnim narodno-zabavnim ansamblom? To sem že večkrat rekel, pa tudi smo se pogovarjali o tem, naprimer z Modrijani, pa še s kakšnimi drugimi, trenutno ni bilo prilike, pa trenutno sem v takem obdobju, ki nekako hočem malo bolj popularizirati to svojo zvrst, ampak definitivno jaz poudarjam. Vsi, ki delamo nasploh hip-hop v Sloveniji, se moramo bolj povezovati, pa sodelovati en z drugim, da sebe dvigujemo en drugega in da tudi razvijamo to sceno, nasploh pa, ker je Slovenija toliko mehna in ker je trg toliko mehen, moramo vsi glasbeniki iz različnih zvrsti med sabo sodelovati zaradi tega, da si delimo to publiko in da nekdo mogoče, ki posluša, ne vem, zdaj Modrijane, da bo kdaj poslušal tudi kakšen moj komad, čeprav ne posluša te zvrsti. Tako da definitivno se mi zdijo sodelovanja zelo dobra. Jaz sem se pač zaradi nekih mogoče negativnih osebnih odnosov predvsem v tem hip-hopu izoliral na tej neki pač sceni, ampak sem rekel, da bom to zdaj, ko odpiram svoj studio, evo, to nismo omenila na hiter, odpiram svoj studio septembra na Vršniki v sodelovanju z občino. Trenutno ta objekt, kjer imamo studio, še ni dokončan, tako da se bo uradno otvoritev naredila septembra, imam pa jaz že tam svoje prostore in že lahko ustvarjam, delam in mi to ful pomembno, da imam po 40 letih kariere svoj prostor, svojim producentom, svojo ekipo in da v bistvu tudi lahko delam pesmi za druge, tako da se bo začel tudi poleg sodelovanj delati full pesmi pa za druge izvajalce in pa predvsem bom dal priliko mladim, talentiranim izvajalcem, pevcem, pevkam. Imamo zdaj eno full ko mlado pevko, ki ima veliko talenta in verjamem, da bo velika zvezda, tako da ne bom še več razkrival. Repa ali repa?
poje, zna tudi repati, je pa tako za vse zvrsti, ampak trenutno bomo usmerjali v nek tako mogoče pop, reggaeton, mogoče tudi malo hip-hop, bo imela tudi kakšen duet z mano, ampak mislim, da bo res nova zvezda na tej sceni. Verjamem v njo, ker sem vase verjel, drugače pa bomo tudi imeli delavnice za mlade. Delavnice bodo pa v bistvu glasbene, tako da se bodo lahko otroci ali pa mladi nasploh tudi starejši, če bo kdo hotel, se bodo lahko naučili, kako narediti svoj avtorski komad, kako napisati besedilo, kako delati z glasbeno produkcijo, povezati se s producenti, če vse sam ne znaš. Tako da nekoga naučimo ta proces, ker jaz sem samouk, vse sem se sam naučil, ker sem začenjal, ni bilo teh možnosti, ki so zdaj, in celo življenje sem se učil od drugih, od vsemi, ki sem delal in imam ogromno znanja in hočem to dati nekomu naprej in pomagati mladim pri njihovi karieri. Zelo lepo. No, in še tretji naslov. Slovenski reper Čale Sale se je razgalil v biografski seriji. Biografski seriji, to je zelo zanimivo. Nekaj sem slišala, da se je nekaj pripravljalo. Ja, mogla bi biti ena serija o meni, ne moram zdaj točno povedati, kje, kaj, kako, s kom, ampak žal, že ena zelo popularna serija v Sloveniji bi mogla imeti tretji del, pa so jo žal skenslali zaradi različnih stvari v ozadju in tako bi mogla moja imeti isto prvi del, oziroma prvo sezono. In so isto skenslali to, žal, ljudje so se zamenjali v neki tam ekipi na neki tako veliki hiši in je vse skupaj padalo v vodo in sem zelo razočaran, ker smo imeli že pripravljen res dober scenarij, epizode, vse, kar sem bral, sem bil res top, to je moja zgodba, ljudje me bodo lahko še bolj spoznali, ker je neka taka filmska zgodba, zelo zanimive stvari so se mi dogajale in moram reči, da v 14 letih mojih kariere se mi je zgodil, pa ne nasploh, mogoče v 33 letos bom 33, v tem obdobju življenja se mi je zgodil, mogoče kar se nekomu še ni sploh v celem življenju, pa se mu nikoli ne bo, ful enih različnih ekstremov filmskega dogajanja, jaz pravim, da je moj life vožnja kakor z vlakom smrti, skozi je bilo neki in bi škoda bilo, da ne bi ljudje lahko videli mogoče malo bolj podrobno te zgodbe, ker je tudi ful enih takih zanimivih anekdot, pa nepredvidljivih situacij, ki jih sploh še nisem javnosti dal, tako da upam, da nekega dne, drugače pa Rok Cvetkov je eden izmed naših najboljših, ne eden izmed, ampak je najboljši naš kaskader, ki dela v produkciji res velikih hollywoodskih filmov in z igralci od Samuela L. Jacksona do Selme Hayek in vsemi takimi zvezdami 50 Centa, Andy Garcia in tako naprej. In smo parkrat bili na premieri in me iskreno sam vprašal in je rekel, ti mi ful tako zgledaš, obvladaš tudi borilne veščine, a bi te to zanimalo, In sem rekel, sigurno bi me zanimalo, sem rekel, v kateri smeri, kaj bi pa mogel igrati. Je rekel, ja ne vem, sigurno kakšnega varnostnika ali pa zlobneža ali pa nekega pač tako v tej kakšni akciji tipa. In sem rekel, a veš, da me to zanima. In sem mu rekel, kaj boš imel naslednji kakšen projekt, me poklič, povej mi kaj pa kako, čeprav vem, da je pač daj moš iti za 2-3 mesece, pa se res nekaj snema, pa se na koncu pač pokažeš mogoče v filmu sam za 30 sekund, ali pa si dvojnik od kakšnega znanega igralca. Ampak mi je to nek tako izziv, mislim, da bi se dobro znajdel v tem, zaradi tega, ker sem pa že v svoji karieri 38 videospotov posnel in sem skozi užival v tem in mislim, da mi to dobro gre. Sigurno bi mogel vaditi, delati na tem, če bi bila vloga malo bolj tako zahtevna, ampak jaz mislim, da če ne bi zdaj rabo neki ful govorit, pa če bi mogla biti sam neka akcija, pa da malo tam tako grdo gledam, pa glumim nekega varnostnika. To sem že bil v enem svojem spotu, pa je super izpadal. Tako da zelo en velik izziv, pa tudi so me drugače že v 2 serijah popularnih povabili k eni vlogi, ampak se časovno takrat nismo mogli uskladiti, ker sem v svoje obveznosti. Tako da, če bo kakšno povabilo, jaz sem tukaj za kakršnokoli vlogo, film, karkoli. Mogoče pa Čale Sale, Hollywood prihajam, ne? Ne vem, če se bom lih razgalil, ampak kad bom tako v formi, kad sem v formi, mi ni problem biti v kopalkah na plaži. Mogoče čustveno, ne? Čustveno pa sigurno. Nisem rad govoriš o sebi, ne skrivaš ničesar. Ne skrivam ničesar, pa tudi tak sem, ne skrivam svojih čustev v smislu, pač kdaj pa kdaj, tudi če je kakšna taka situacija, pač če spustim kakšno solzo, se mi zdi, da je to človeško in da je to treba ceniti, da na koncu dneva vsi smo sami ljudje in ne smemo zapostavljati svojih čustev in tega, kar čutimo in da se moramo veliko pač o tem tudi pogovarjati. Tako da jaz mislim, da je komunikacija ključ za vse in da se vsak problem, vsaka neka težava ali pa neko tudi vsako težavno obdobje lažje reši na ta način, če z nekom se pogovarjaš o tem in daš to ven iz sebe. Najlepša hvala za te zaključne misli in za to, da si bil moj gost. Jaz ti želim vse dobro. Eno čudovito leto je pred tabo, ne? Sigurno. In upam, da se še kdaj srečamo. Jaz to z veseljem. Lep pozdrav za vse vaše gledalce in gledalke.
To je bil Shopcast, hvala, da ste bili z nami.